V dnevnem baru Geza Sezeza v Beltincih se je pisala zgodovina. Tam je namreč potekalo prvo ocenjevanje aromatiziranih fermentiranih pijač. Te so bile dolga leta prepovedane, z letošnjim letom pa se je to spremenilo. Ta vrsta pijače je ponovno legalna in na prodaj, sedaj pa je potekalo tudi prvo ocenjevanje. S takimi dogodki želijo poskrbeti za popularizacijo te pijače. Ta namen je propagiranje vseh teh domačih fermentirane alkoholne pijače, pač celega tega našega področja. To so, moramo znati, Šmarnica, Izabela, Jurka, Gemaj, Kvintan in tako naprej. Predvsem je pa to, ko se dokaže, ko se ta pijača tu že dolgo pač proizvaja in da to ni drugorazredna pijača. Jaz pravim, da to je zdrava. In seveda, takoj se moram pohvaliti, prvi sem verjetno na svetu napravil to pijačo, Šmarnica, lek pravimo penina, to moramo napraviti. Poleg tega pa smo tudi registrirani, ker lahko tudi to pijačo pač tudi prodajamo in proizvajamo. Poleg tega smo si pa to tudi napravili ime, ker smo res to prvi in se zavedamo toga, ker smo Pomurci ali pa Prekmurci in hočemo še to pijačo popularizirati, po domače povedano. Jaz sem čisti Prekmurec in tako tudi moram povedati, po domače, zdaj po prekmurski, s tem sem jaz rastel gor in tudi vsi ostali Prekmurci. Ampak fermentirana alkoholna pijača, torej to ne smemo imenovati, da je vino. Kako ste vi prišli do tega, da to vendarle je zdaj flaširano in da dobiva na pomenu? To je tak, zakon dovoljuje, da se to imenuje fermentirano. Ne smemo pa napisati, da je to vino. Nam je vseeno, ampak v podzavesti znamo, kaj je to vino in to je če je alkoholna pijača, je tudi vino in pren. Zelo smo ponosni na to, ker je tudi ta prireditev uspela, pa tudi vsa ostala društva so to sprejela in za drugo leto najavljamo, da bomo imeli prvi festival te fermentirane pijače tu pri nas v Beltincih, celega področja oziroma vse slovenske. In zato tudi zdaj že vabim vse tiste, ko bo se razpis izšel, naj se pač javijo in normalno bomo napravili en dogodek, pomnik, če je znamo, v Beltinci se je pred 100 letami znamo, kaj se je dogajalo in zdaj tudi hočemo napraviti nekaj iz tega, da se ne bomo mi sramovali teh naše domače pijače. Torej, lepo ste povedali, tega se ni za sramovati, ne? Vsak je imel nekoč doma, tudi še danes jih veliko ima, svoje brajde, svojo fermentirano alkoholno pijačo. To je nek simbol, Prekmurja in vi delate na tem, da bi ta simbol nekako oživili in ga pokazali tudi tistim, ki prihajajo kot neko dodano vrednost turistične ponudbe, ne? Tako je. Moram pa tudi povedati, ker se je to zdaj že fejst razvilo, določeni ti ljudje doma že to proizvajajo in to že velike količine in pijača se je že prijela in tudi prisotna je v dostih gostilnah oziroma lokalih po celi Sloveniji, ne samo pri nas, po celi Sloveniji. Mogoče še za vse tiste Slovence, ki tega še niso poskusili ali ne vedo, kaj bi njim povedali o samem, ne vem, mogoče okusu, o sami naravi te pijače, tistega, ki bi ga mogoče zaintrigirali malo, da naj pa vendarle kupi kakšno steklenico ali pa naj pride pokusiti to v Prekmurje. Ko prvič pokusijo, pravijo, kje je pa to do zdaj bilo. In normalno vsi se vračamo nazaj k naravi, ne škropljenju in pravim temu naši prekmurski oziroma tudi slovenski zemlji, ki pač rodi takšno dobro pijačo. Jaz pravim zdravo. Za vse tiste, ki morda ne veste, zakaj se brajdam v Prekmurju reče lugaš. Lugaš, pod slovensko brajde, lugaš so naši ljudje brali za to lugaš, ker včasih je to bila glavno lesena konstrukcija in da je veter pihal, kako to vzal, pa še malo bolje se je lugaš stalno lugal. In zato so njim nekako dali ime ko lugaš. In tako so pač tudi na našem
področje je pač Lugoš, drugače so Brajde. In vam povem nekaj, to recimo, te Lugoš, to včasih ne bi bilo kmečkega dvorišča, ko ne bi ga krasil Lugoš. In to so predvsem bili te avtohtone sorte Jurka, Clinton pa Šmornica. In to so imeli vsi te kmetje za glavno pijačo, to je bila glavna zadeva pri vsaki kmetiji, kjer se je delalo včasih še malo jabolko, jabolčnik so zmešali ali pa posebej, kako je pač bilo. Skratka, to je bila osnova vsake kmetije. No in za eno žalost to tako že bi pravo malo propadlo, tudi kako te naši mali kmetje, znate kakšna je zdaj ta kmečka politika kmetijska, kako to gre zdaj mali zbogom, samo veliki naj ostanejo. In tako tudi te Brajde, Lugoši propadajo in tako te. Jaz sem se jih nekaj usmilil, več ne mrem, tako to je že zadosti in teh 20 mestih, ki jih delam, je to ogromno. Tako da, kako ste pa že čuli, ko je prav Geza, problem je z našo zakonodajo, problem je z našimi inšpektorji, problem je z našo soto, to je tako toga zadeva, ko to si v Sloveniji težko lahko kaj privoščiš, razen tistih strogih okvirov. In nobeden se ne zgleda več na malega človeka, nobeden se ne zgleda na te zanimive stvari, ki so izročilo ljudsko, ki so pač, ko bi jih mogli ohranjati, glej tako UNESCO ohranja določene zadeve, tako mogli glej to domačo pijačo, ker kako ste čuli, to je zdravo, zdravo in zdravo. Neškropljeno, nič kakšne čudne zadeve, povlek, kletarjenje v hrostovih lesenih sodih, vse to ide, tako je včasih bilo sprejšano po sistemi, kako je bilo. In to je zanimivo, to bi mogli biti povlek, da se to obere, da se to prejša. 3-4 dni se paca, moraš ga v posodi zmleti pa pač obračati, ko dobite barvo, pa tudi ko iz lupine se izluži vse tisto, ko je pač hranljivo pa zanimivo za to vino. No in te, da se sprejša, te pač to dobimo, ko dobimo seveda čista posoda, normalno zadosti mora cukra imeti, te tudi žveplano zadosti, ko se ne kvari, pač kako vse ostalo, kako vino. S tem, ko pač naši lobiji vinski so močni in ali pa premočni, ne dovolijo, ko bi to bilo vino, pač je fermentirano pijača. No in vaša fermentirana alkoholna pijača je dobila ime Lugoš. Malo nam jo predstavite, za kakšno pravzaprav gre, dobila tudi zlato medaljo zdaj v petek. Tako, dobil sem zlato medaljo, to je velika stvar. Če glih to se nekdo mogoče s toga smije, ampak za nas, ki se s tem ukvarjamo, pa za to živimo, pa se s tem trudimo, je to velika stvar. In jaz sem enostavno svojo vino ali pa fermentirano pijačo poimenoval Lugoš, zato ker je to tako avtohtono, neko pravo ime se mi zdi z toga našega področja in se mi je prav zdelo, ko dan to kako svojo zaščitno znamko tudi naj bo Lugoš. Tako da vse, karkoli se bo naprej dogajalo, ker je tudi to umešano pijačo, ker to ni sortna pijača, mislim, ko bi bilo samo eno sorto, je več sort, in zato je to pač Lugoš, pa naj bo to, kako oni imajo zvrst bela, to je pa pač Lugoš, rdeča. Torej vi imate Jurko pa Clinton. Tako. Je tudi Šmornica prisotna, samo tisto v zelo malih količinah, nekaj pa imam tudi posebej, samo tisto te pač ponudimo za svoje stvari. Nekateri to pijačo pridelujejo tudi zaradi nostalgije. Jaz pridelujem Šmarnico, to mi je nekako nostalgija že na stare čase. Moj oče pa moja družina smo vedno imeli Šmarnico, doma je bila Šmarnica tistih 300-400 litrov na leto, kar smo jo naprešali za svojo lastno uporabo in iz te nostalgije potem izhaja, da sedaj tudi sam pridelujem. Jaz z mojo Šmarnico hodim po svetu, vozim v Luksemburg k hčerki in tam tile pridelovalci vin iz Italije pa iz Grčije vsi pijejo samo mojo Šmarnico, ker jim je to najboljše. Tako tudi doma slišam se tudi, da je Šmarnica kot zdravilo proti sladkorni bolezni, tako da kdor ima probleme s tem, naj vsaj kozarec Šmarnice spije dnevno, pa si bom popravil. Upajmo. Povejte še to, torej tudi eden izmed prejemnikov zlate medalje. Kaj vam to dejansko pomeni, da nekako zdaj tudi ta trud postaja vse bolj cenjen? To zlato priznanje mi kaže moj dosežek, moje priznanje mojemu delu. Torej, le ni tako slaba pridelava, če že dobiš zlato medaljo, potem je tudi pomembno, da se potrudiš, da imaš dobro pijačo. In
Meni to zlato priznanje dosti pomeni. Pomeni mi pa tudi to, da moji kolegi pa moji prijatelji radi popijejo kozarec te šmartnice. Kot pravi Rudi Cipot, če je naša avtohtona hrana zdrava, potem je zdrava tudi avtohtona pijača. Ker smo ljubitelji predvsem avtohtonih pijač. In če govorimo v Sloveniji, da je avtohtona hrana zdrava hrana, potem je gotovo tudi pijača, ki so jo naši dedje in pa očetje pridelovali v tem območju, zdrava in dobra. To se je pokazalo tudi v preteklosti, saj ne nazadnje že od nekdaj je slovela rdečka kot pijača, ki dejansko zmanjšuje holesterol, ki včasih ni bil tako prisoten, kot je danes. Tudi za izboljšanje sploh krvne slike pri posamezniku je kozarec dobre rdeče pijače ali rdečke, kot pravimo, kot fermentirane pijače, ne rečem vina, čeprav smo jo mi včasih imenovali kot vino, dobro spiti. Zaradi tega, kot je moj predhodnik povedal prej, pridelovalci, Prekmurci, z tega pa tudi Pomurci z one strani reke Mure, so ob hiši zmeraj imeli brajdo. Ta brajda res, da ni dala veliko pijače, dala je tam od 300 do 500 litrov, ki so jih porabili ponavadi na domu. Malo je velikih pridelovalcev, ki imajo 3000 ali pa več litrov te pijače. Zaradi tega smo se mi organizirali v društvo, kjer bi pravzaprav na način delovanja v društvu lahko promovirali to pijačo kot dodatno turistično ponudbo tega rajona pomurskega oziroma prekmurskega. No, žal so pri tem velike ovire, predvsem administrativne, saj bi vsak član moral preko svojega GERK-a registrirati dopolnilno dejavnost, imeti analizo svojega vina, imeti tudi dovoljenje, da lahko to pijačo izven sedeža svoje kmetije komu ponudi. Mi si želimo, da bi lahko imeli društveno pijačo. To pomeni, da bi dali skupaj grozdje v eno skupno predelavo, napravili eno pijačo, ki bi bila društvena pijača in ki bi se lahko potem ponudila ob teh prireditvah turističnih društev, ki jih imamo v Pomurju kar v izobilju. Če bi se ozirali po sosedih, Avstrijcih in drugih, gotovo, da je to ena izmed zelo kvalitetnih ponudb, ki bi renome turistične ponudbe v okolju, kjer živimo, tudi dvignila. Z ustanovitvijo Društva ljubiteljev samorodnic pa želijo poskrbeti, da bi glas o tej pijači segel čim dlje.